Pluje vam in takih polno točko mehkih, imajo mehki harbor, ponavadi je prenizka voda, da bi lahko sploh uplula, tukaj je vse zelo globoko, tako malo pa signal za telefon, tako da se lahko so skozi malo posodobljene karte, v bistvu satelitske slike, da lahko gledava, kje plujemo. Zdaj greva še kar na motor, greva direktno v veter, tako da nima smisla, da cikcakava preveč, ampak se čim prej probava prebiti do Uligana, počakava pa greva naprej. Na teh lokalnih otočkih ni veliko turistov ali pa jih sploh ni, tako da različno od otoka do otoka. Smo pa zdaj znotraj atola, tako da globina tukaj, ko plujejo, je med 35 in 50 metri. Priplula sva v največji mesto, otok v severnem atolu. Evo pogledati tole za nafto. Tole sicer malo napisano, kaj pa kako, ampak brez Google Translate ne bo šlo. Tale hribček sicer je navožen pesek, to je pa najvišji del, kar sva ga do zdaj na celih Maldivih videla. Več kot 2 metra ni nikjer nadmorske višine. Ja, tole so ribiči ali kaj, pa te tovorne ladje. Tle imajo te 3 harborje. V enem sva bila noter, piše, da je restrict area, nekaj tudi ograja, pa ne vem kaj, pa smo rekla pol, da tam ne bova šla. Čeprav je nekdo tam označil, da je vezal, pa en sidrov noter, ampak okej. Pa je pa še en Nord harbor, ki je pa tukaj naprej, tam je pa tu črpalka. Tam pa je tudi ne smemo iti nocaj, tako smo slišali, tako da smo zdaj zbrala srednjo varianto. Zaenkrat ni še noben prišel vprašati, itak nimamo nikjer nobenega, tako da, evo, bodo že povedali, sej itak bova pa sem prespala, nafto vzela, jutrnjeva pa naprej. Tudi neki avtomobil imajo, velik otok, mislim velik, kilometer pa pol dolg, ali koliko je. Ampak to je že od tega, kak smo do zdaj obiskali, enkrat večji kot kaj ostalega. Ja, zdaj bi sonce zašlo, tihta prava. Kaj diši? Gospod lepo diši. Ja, po zemlji, po pesku. Ne, Maldivci se parfumajo, res se parfumajo. Še tole posnajam, da bomo vedeli, na katerem otoku smo. Rahmat Hihfanu, nekaj tazga. Če me je pa lepo urejeno, tudi celo nekaj zelenja na pesku not. Tukaj je mapa otoka, mogoče tle kaj več piše, drugače na tem otoku je tudi letališče. Tako da je res velik, se pravi, najprej sva bila tukaj, ampak piše Port Limited, tako da sva šla potem ven. Tle so jadrnice narisane, ne vem, mogoče je pol to za nas. Zdaj sva tukaj, se pravi tukaj. Ta Nord Harbor, tle je nekje pa bencinska in sem gremo. Danes sva že zgodaj štartala, tako da sva že pripluvala skoraj na cilj. Tistole otok Uligan, do njega je še manj kot 5 milj. Zdaj sva se pa ustavila tle pri enem otočku, sicer sva spustila na 4 metre globine, tle pa že skoraj 20-30 metrov globine, gre tako dol. V glavno je sam pesek, tako da tokrat ne bova imela težav s kakšnimi koralami, da bi se zataknilo. Zdaj greva pa na otok, bom probal malo z dronom poleteče, še kakšen posnetek naredim, malo se skopava in to je to.
Potem pa za Uligan, tam bova pa videla. Ena jadrnica, ki sva se že pogovarjala z njim, ena nemška, Bavaria 42, ali kaj je že, mislim, da je Bavaria. Malo malenkost večja kot Timi. Onda sta sicer rekla, da bosta že danes štartala, ampak jih najso vidim, da sta še vedno tam. Tako da mogoče se dogovorimo pa vsaj še ena jadrnica šla. Zdaj, kdaj bo tla šla, ne vem. Najhitrej, kar bo, je to jutri. Najkasneje po moje pa že kar po jutrišnjem, ne vem. Razen, če bo zvedla, da gre še kakšna jadrnica, da bi šli skupaj, da mogoče še en dan počakamo. Drugače pa ne. Se pravi, dan, dva in greva čim pred proti Džibutiju. Danes bi bilo kar idealno, ker piha tam med 10 pa 15 vozli, kar bi bilo super za jadrat, ampak danes še ne morava iti. Tako da zdaj je ura 2 popoldne, skočiva za tlele pol urca na ta otok, pa malo kopace, potem pa Uligan, potem bova pa videla situacijo. To je to, je pa ful. Zdaj je kar čista voda, tudi lepe barve, tako da morava kar pohiteti. Zdajle. Natalija še cunje pere, to malo vse polno goriva. Tole imajo oni kanti telele za olje, za cvrt, pa smo si teh imajo polno tudi oni, ker sadijo noter v te razne rastline, pa to. Tako da to je zdaj vse polno, tako da imamo malo ekstra nafte. Te kante bodo pol v Džibutiju šle v smeti, tako da imamo kar neki zaloge nafte, če bo treba slučajno motorirati. Tako da sva kar približno pripravljena za odhod proti Rdečemu morju. Lepo toček, mejhen. Žal je tudi poln smeti, ampak nimaš kaj. Senca greva, ja. Sonce tako žge, da groza. Jaz se nikoli ne mažem sončno kremo. Zdajle pa sem se tle po ramenih pa po hrbtu malo. Da bom tle sence poletel z dronom. Tako sem jezen, zdaj z dronom pridem, se vse zabavam z njim, evo ti, da bom poletel. Baterija na daljinco prazna. Bila je 81% včeraj napolnjena, še ki sem enkrat z njo poletel, tako da tudi približno ne kaže točno, koliko je napolnjena. Tako da za polet 2 pa je nova baterija. Čisto zanačava ta sraka, ki se dere tlele. V glavno, tako da zdaj nisem skoraj nič posnel. Samo par sekund nisem se niti upal daleč iti, ker ni najdel home point, tudi je iskal ful dolgo, tako da nisem raj riskiral. Bom raj dal zdaj povent, pa pač zdaj tega v točke nam posnel. Kakšna je voda? Topla? Greva naprej ali greva se kopače? Gremo. Dolgo ne bova na tej vročini, ker Jaz sva v Uliganu, srečala sva že ene jadralce. Pogovarjal sem se z agentom, ampak žal nima časa, zdaj ki se je dan začel Ramadan, tako da ne more, šele pol po 9 uri zvečer, tako da morava čakati. Ja, malo mi je hecno, težko si predstavljam, kako to poteka, vse skupaj v glavno zaradi obveznosti Ramadana ne more. Tako da verjetno jutri, po jutrišnjem odideva. Če jutri naredimo odjavo, pa po jutrišnjem gremo, po moje bo čisto v redu. Glavno sva zasidrana, kupila sva 2 toasta, 2 zelja, pa 5 čebulj. To je to, kar sem imela v trgovini, tako da to je to. Evo sem počakala primeren trenutek, potem pa odideva. Midva sva pripravljena, zdaj sem bil še v vodi, sem malo čistil trup. Je pa ful čista voda, tako da grem zdaj še malo skočim v vodo, pa upam, da se bo kaj premaknilo, da bi lahko odšla.
Tako mi so dala potne liste pa vse, tako da upam, da bodo danes uredili. Čakava zdaj, šla pa tle v gozd, kjer so malo kokosi, banane, papaja, v glavnem hodila tle noter. Tle vidim, da so že narzen dajali tele kokose, to tudi medva iščeva, da imamo kakšnega. Drugače pa smetije tle noter hodiva že kar en cajt, tako da smo že kar 50 metrov v gozdu. Smeti ni da ni, tako da takole zgleda, ko bi hodil po smetišču, ker daleč greš, vsaj za enkrat, tudi naprej nič ne kaže, da bo kaj boljši. Ja. Tako da iščeva zdaj kakšen kokos, tak da je bo za razbit. Med temi smetmi. Enega sva ljudga najdla, te so preveč taki že stari. To niso v redu. Ja, se sem videl. Pečevina je tudi polno. Poleg smeti. Upam, da niso kakšni strupeni pajki. Ja, kakšnega tazga vzem, da ga bom pol dal naredil. Drugače pa lepo za videti takole palme, samo ne vem, zakaj to se tako uničujejo. Bolj za gor gledati, ne za dol. Ja, komarjev pa je.
Druga stran pridemo. Ja. Glavno tako izgleda, nič kaj fajn. Spravi, tele lokalni otoki so bolj tako, bolj smetišča, bi lahko rekli. Čim ne greš na resort, tam je res vse tipi-topi, tako ko mogoče, ne vem, gledaš slike, ko tipkaš Maldivi na Googlu, ko enkrat pa prideš na te lokalne otoke, izgleda pa to bolj takole. Kamorkoli pogledaš. Te smeti so že dolgo, to mora že leta navažati. Tako da lahko bi imeli kakšne jame, saj skopali, pa malo reciklirali, pa malo žgali ali pa ne vem, pač nekaj naredili. Se ni čudno, da je tudi povod tega toliko, ko piha, pa vse tako naprej, gre to vse v vodo. Ja. Recimo tudi to so Maldivi, ne. Pač imelo se je zdaj malo okusila drugače, kot če bi šla tam v en resort, tako v nek guest house, ampak tako to izgleda. Očitno smo res na smetišču, ne vem kaj, da smo našla glih tle. Glavno, tle smo zdaj prišla že na drugo stran otoka. Tu je vse polno smeti, stekla, železja, ni da ni. In tukaj je voda in tukaj je vse polo voda, prav to je verjetno tole vse voda tudi nanesla, tako da ni vse od tukaj, no, ampak vseeno tega je ogromno, evo. Neverjetno. Če bi me nekdo tlele zavezal oči, pa me spustil, bi rekel, Dolgan, kje si, sigurno ne bi nikoli rekel, da sem na Maldivih, vsaj ko bi se imel jaz predstavo o Maldivih, to pa smeti. Ne vem, zdaj so prehodila par 100 metrov, pa je tega polno, kaj šele na vse strani, ne, zdaj samo kamorkoli grem. Tako da se bova nazaj vrnila, vidim, da tle neke plaže ni nobene, seveda tu je zunanja stran bolj na odprto, ni peščena plaža, ampak so kamni pa korale. Nemca sta že odplula, tamle jadrata, sicer ne vem, kaj se premikata, glede na to, da je bilo prej 6 vozilo samo vetra. Modra barka se pravi ne gre na Džibuti, jo bodo ven dali pa peljali s tovornjakom iz Dubaja, se pravi zraven je pa še francoska, mi pa skupaj čakamo zdaj papirje. Težava je zaradi tega Ramadana, ker oni bi drugače prišli na barko pa naredili to odjavo vse skupaj in lahko odideš. Zdaj tako je odšla, sva že en dan prej bila tukaj, tako da si šele začel Ramadan, tako da sta že dobila papirje, tako da sta lahko odšla. So jim pa včeraj dostavili ob 9:30 zvečer šele na barko papirje, tako da če bo pri nama isto, bo mogla odpluti sred noči ali pa jutri zjutraj. Se pravi, smo že v en dan zaostanka za tole jadrnico. Bomo videla. Nimava kaj, mora dobiti čim prej papirje pa iti. Zdaj tle je tako kot duhovi v tem mestu, ker je Ramadan, očitno so vsi nekje poskriti, v glavno nič ne delajo, se postijo ali kaj, tako da je bolj kot samotni otok. Zato nimamo tle kaj početi. Lahko edino skočiva še v vodo, pa se malo skopamo, recimo tle imajo dostavo, evo ti tuna chunks in oil, zapakirano nove tune, polno. Če bi jih rabila, 24 komadov jih je noter. To, kar takole pripeljejo, noben nič ne vzame. Tako da, tam smo šla tudi mimo, je bila cela samokolnica čebule, sred ulice stoji, sam pač nisva hotela vzeti. Drugače niso poceni te stvari tle, če kupuješ, ampak vseeno. Tako da, nekaj čebule, malo do Džibutija bo. Natalija je šla sicer v trgovino, ki je odprta, za čuda, ker vse ostalo je zaprto. Lokal take je za kavo pa vse, tako da ne vem. Ima ene 100 teh njihovih lokalnih zapravd. Verjetno kupila, če imajo še en toast kruh, pa mogoče kakšno malenkost še. Sem ji prepustil odločitev, kaj bo zapravila teh, ne vem, 7-8 evrov, ki nam je še ostalo. Veliko ne bo mogla. Tako da to je to. Pa vroče pa na soncu je nenormalno.
v senci naj bi bilo 31 stopinj, na soncu pa tako žge. V glavno upam, da bo čim prej najina jadra tam razprta. Seveda jaz bom takoj odprl dženaker. Ne vem, zakaj se ti jadravci vsi toliko bojijo. Sem te vprašal, če imate kakšen špinaker, dženaker, karkoli. Pa se rekel, da imate, ampak da se ne spomnim, kdaj nazadnje sta odprla. Potem tisto Nizozemce, ki smo jadrali z njimi, tudi nikoli niso jadrali na ta jadra. Tako da ne vem, očitno smo ena redkih, ki sva preplula skoraj Pacifik, pa vse naprej samo na špinaker. Ne vem, v glavnem, medvo, čim bo prilika odprem, pa zajadrava proti Džibutiju. Mislim, da do Sokotre imava pa 1200 nekje mil. Tam sva pa zvedla tudi, da se lahko do 48 ur brez prijave ustaviš, recimo, če bi rabila gorivo ali pa kaj, zdaj, če ne bo vetra, bomo mogla veliko motorirati, 1200 mil. To je na pamet 2300 km, rabila goriva, bo videla. Neka boja. Evo me, da gre nazaj na jadrnico. Tele barve so nore. Tudi veliko bolj čista voda je, kot pa kjerkoli zdaj, ki sva bila na Maldivih na jugu. Evo ga, Timi čaka, pripravljen. 12. marec, ura je 3:55 popoldne. Točno ob 3 sva dvignila na sidro in štartala iz Uligana proti Džibutiju. Čaka naj nekje 1900 nautičnih mil. Gumenjak sva dala ven, jo morava ščistiti, čist zaraščen. Odprla sva glavno jadro, na vse Genovo gremo direktno v veter, kolikor se lahko da, ampak bi mogla iti še bolj v tej smeri, ampak ne gre. Bomo, če bo treba kaj motorirati, potem malo spremenila smer, da bova malo pridobila. V glavno, tukaj je še ena francoska jadrnica, 46 fitna, več kot pol dneva, pred nami pa je štartala še nemška jadrnica, tako da sta že nekje naprej. Provala se bova te jadrnice držati, če bi imela kakšne težave ali pa oni. Bomo videli. Glede na to, da je večja jadrnica, pričakujem tudi, da bo verjetno malo hitrejša, tako da bomo videla. So na ajsu, tako da jih vidimo, tam da ne 10-15 mil daleč se bomo videli, potem pa nič več, zato upam, da bomo čim dlje z njimi. 3 Francozi so drugač gor. Veter je pa kot je, napovedi, itak, če gledaš, pa ne, itak čist drugače, ko je potem v resnici, tako da pa sem zdownloadal grip file za 10 dni. V Indiji sem sicer pogledal po vse, ampak težko rečem, da bo res tako vreme. V glavnem, zdaj bomo, dokler bo kaj vetra, moramo skoriščati ta veter. Za ker nafte imamo nekje 300 litrov. 300 litrov nekje za 300 ur. Ali ne vem, ampak tu govorimo, če imamo liter na uro porabo, se premikava tam nekje okoli 4 vozle. Tako da bova si vzela čas, ne bova pretiravala s preveč obrati, ne bova z ničemer pretiravala. Na koncu da mogoče loči en dan razlike, to je vse. Zdaj do Sokotre nekje je 1200 mil, se pravi, bi mogla biti med 10 dnevi do 2 tednov mimo Sokotre. Naletela smo na jata kitov, sicer ne veva, kateri so, ampak jih je ful. Pa je imel pa ta neki poškodovano plovut, ni imel. Za nama je prva nočna, medvo imava 1100 obratov motorja, zato da malo lažji smer drživa, da se vse malo premikava. Odprto imamo tudi glavno jadro pa Genovo. Po GPS-u zdaj greva 4 vozle pa pol, tako da če bo vsaj 3 vozle več vetra, ugasnem še motor, tako da pol dosegamo vsaj tam med 2,5 do 3 vozle hitrosti. Za manj kot 2 vozla premikanja pa ni raben motor.
Nekaj vetra mava, danes je za nama miren dan, jadrala smo približno s 3 vozli, 3,5, kolikor je. Ko pade na 2 vozla pa pol, vžge malo motor, tako da sva z vse skupaj mogoče kakšno uro motorirala, več ne. Tako da zdaj pa spet jadrala s 3 vozli pa pol, je približno 10 vozlov vetra. Po ajsu vidim tam eno ribiško ladjo, zdaj sem jo pa zagledal tudi s prostim očesom, ene 4 milje naprej je. Drugega načeloma ni. Se pravi, danes sva videla kite, veliko je bilo slišati obalne straže, ki so klicali, ne vem, ali te ribiške okoli naju, v glavno naju niso poklicali. Je pa res, da sporočam zdaj vsak dan na eno lokacijo na Seakeepers ali nekaj tazga so. Se pravi, dosva pozicijo zadnjo, tako da zdaj bom spet poslal zvečer mail, zato da vejo, da naj jo spremljajo. Pa ko pridemo pa enkrat v blizu Jemna, tam bo pa že itek pa spet več vojske pa vsega. Nas bodo pa itek imeli tudi, nas bodo verjetno poklicali tudi, no. V glavno, mirno morje, ni najbolj neugoden veter, zdaj ker jadrava direktno v veter, se pravi v Orco. Se pravi v tej smeri nekje je Sokotra, tako da zaenkrat je še kar v redu smerno. Upam, da se bo pol malo veter obrnil, da bo prihajal bolj z boka nama, tako da bo ji lahko potem dala tudi dženaker gor. Zdaj v veter pa ne mora gliš dženaker imeti, tako da upam, da se bo kaj popravilo. Bo pa več vetra potem, ker bo proti Sokotri. Za sabo vlečeva tudi vabo, če bo kakšna riba prijela, ampak zaenkrat ni nič. So pa čez dan kar tlele noter, gledava kakšne filme, tako da je tle not bolj prijetno, je manj vroče kot zunaj. Tle čez okno malo čez pod gumenjakom pihla, tako da je super. Malo sicer tle tudi ta ventilator, ampak trenutno ga ne uporabljamo. Evo ti tle na ajsu se vidi ta ribiška ladja, 417 ima MMSI kodo, pomeni, da je 417 je Šrilanka, se pravi so kar daleč, ne, od Šrilanke in grejo, se pravi v tej smeri proti Indiji in nazaj proti Šrilanki. Ja, so zdaj tukaj, tukaj sva štartala, to je Uligan, se pravi najina smer zdaj približno je skoraj Sokotra, se pravi, če bo tale smer, bo kar v redu. Zdaj tle sem gledal po ajsu, je največ teh ribiških pa mrež, tako da tle bo verjetno najbolj smotano plut. Če greva bliže Sokotri, je manj tega ali pa tukaj gor višje treba iti, tako da se bom še odločil. Zdaj zaenkrat dva Nemca, ki sta plujeta pred nama, sta nekje 30 mil v tej smeri. Francozi so pa tle kar skozi veter, glede na to, da je bil pa veter iz te smeri, so jadrali skozi veter. Da so šla malo višji gor na motor, da so pridobila na višini. Oni so pa kar tako sem dol pluli, tako da ne vem kam grejo. No vidim. Zaenkrat je tako. Se pravi Džibuti, zračne linije imava še 1709 mil. Se pravi, koliko je pa tako, pa ne vem, bom potem zmeril. Počasi bova šla v drugo noč. Vetra je tam 9 vozlov, 10, tako da plujemo s 3 do 3 vozli pa pol, več ne gre, prihajajo taki dolgi valovi, pač hitreje ne gre. Zdaj bo pa po noč takole jadrala počas, če bo veter odnehal, bom šel na motor, potem pa upam, da čez kakšen dan, dva, ko bomo že kakšni par 100 mil bliže Sokotri, tam naj bi bilo pa več vetra tudi, tako da bo lahko samo jadrala. Evo, zdaj še en sončni zahod počas. To je to za danes. Druga noč pred nami. Še gumenjak moramo čistiti, ampak bom še kakšen dan počakal. Se to lepo suši, ker je še zvedlo malo vlažno. Šlo potem dol. Kač ta plastika niti ni. Sem tle se tako trava naredila. In dokaj se čisto ne posuši, ne bo šlo dol. Počasi napredujemo s 3 vozli pa pol.